Naša poslanska skupina je danes vložila v parlamentarno proceduro predlog zakona o razvojni podpori Koroške regije v obdobju 2011-2016. Po stečaju Preventa se je na Koroškem brezposelnost povečala od kakšnih 4.000 na 5.000 in več. Povprečna brezposelnost v Koroški regiji je tako že na 15%, v posameznih občinah oziroma upravnih enotah pa se brezposelnost vrti tja tudi do 18%, med 17 in 18%. Svet koroških občin je nedavno na svoji seji, ki je bila v Dravogradu, ta svet pa združuje 12 občin v Koroški regiji, zahteva od vlade, da pripravi zakon o razvojni podpori Koroški regiji, podoben zakon, kot smo ga v parlamentu sprejeli za Pomurje. In župan Slovenj Gradca, tudi poslanec v državnem zboru, Matjaž Zanoškar, je osebno naslovil pobudo oziroma zahtevo na vlado Republike Slovenije, da pripravi tovrstno zakonodajo, vendar se vlada na to ni odzvala. Jutri naj bi bil po nekaterih informacijah, po nekaterih napovedih obisk vlade v Koroški regiji, vendar je ta obisk iz meni neznanih razlogov odpovedan. Ta obisk naj bi se zgodil 3. novembra letošnjega leta. V naši poslanski skupini smo čakali, da se bo vlada na vse te pobude in zahteve odzvala in da bi pripravila tovrstni zakon. Žal se to ni zgodilo, zato smo ta zakon pripravili v naši poslanski skupini in ga tudi danes vložili. Osnovni okvir tega zakona je podoben, kot je bil zakon oziroma kot je zakon za razvojno podporo Pomurja in tudi zasleduje podobne cilje. Ti cilji pa so na kratko rečeno, da z različnimi ukrepi država pomaga Koroški regiji, pomaga ljudem iz te krize. Seveda ta zakon, jaz računam, da bo v parlamentu tudi sprejet, ima določene finančne posledice na državni proračun in tudi na druga javna finančna sredstva. Z uveljavitvijo tega zakona bi nastale neposredne finančne obveznosti za odhodke proračuna Republike Slovenije v obdobju 2011 do 2016 v skupni višini 222,2 milijona evrov. Seveda zato bi bil tudi potreben takojšen rebalans proračuna za leto 2011, da bi se lahko že za prihodnje leto pravočasno zagotovila sredstva, ki so predvidena in ki so potrebna po tem zakonu. Skratka, tu bi bilo potrebno zelo hitro ukrepati. Po posameznih ukrepih so predvidena finančna sredstva v naslednji višini: izvedba programa spodbujanja konkurenčnosti Koroške regije v obdobju 2011-2016 v skupni višini 28,2 milijona evrov, spodbude za zaposlovanje v višini 58 milijonov evrov, ustanavljanje medpodjetniškega izobraževalnega centra v okvirni višini 2 milijona evrov, regijskega gospodarskega središča v Koroški regiji v okvirni višini 25 milijonov evrov, prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrije in diversifikacijo nekmetijske dejavnosti v okvirni višini 34 milijonov evrov in končno naložbe za oskrbo s pitno vodo in čiščenje odpadnih voda v okvirni višini 75 milijonov evrov, to je skupno 222,2 milijona evrov. Če vprašate, ali ima ta predlog zakona možnosti za sprejem in za uspeh, po moji oceni ima. Poslanci bodo tako dokazali, če bodo glasovali za ta zakon, da Koroška in Korošci nismo neki drugorazredni državljani v Republiki Sloveniji. In seveda pričakujem tudi glasove koalicijskih poslancev, predvsem poslancev z Koroške regije. Tu imamo v parlamentu
poslanca Alana Bukovnika, ki je hkrati župan občine Radlje ob Dravi, Matjaža Zanoškarja, ki je hkrati župan mestne občine Slovenj Gradec, in mislim, da bosta oba nagovorila tudi druge svoje kolege poslance, tako da bomo zbrali v parlamentu dovolj glasov za sprejem tega zakona. Težko bodo namreč rekli temu zakonu ne, glede na to, da vlada ni pripravila nobenega konkretnega ukrepa ali pa predloga, da bi se koroška regija v tem času rešila iz težav, ki so nastale po razpadu oziroma po stečaju Preventa. Sicer imate zakon že na spletnih straneh Državnega zbora, tako da si podrobnosti lahko pogledate tudi tam.